Lepo pozdravljeni. Nadaljujemo s pogovori povezani z 30. obletnico samostojne Slovenije. Današnji sogovornik je Boris Muževič, s katerim se bomo pogovarjali o njegovem delu, predvsem konec 80. let, ko je bil na precej pomembnih funkcijah v jugoslovanskem političnem sistemu. Predno pa pravzaprav preidemo na vprašanja, bi pa morda gospod Muževič povedal nekaj besed, pravzaprav kako je sploh od študijskih let prišel do položajev oziroma do delovnih mest, o katerih se bomo potem v nadaljevanju z njim pogovarjali. V življenju sem hotel postati novinar ali pa diplomat. In ko sem prišel na študij v Ljubljano iz Izole, prva stvar, ki se mi je zgodila, je bil Radio Študent. Po Radio Študent so me prijatelji prepričali, da bi bilo lepo od mene v vsej dinamiki, ki se je takrat dogajala 71. leto, zasedba Filozofske fakultete in tako naprej, da bi kandidiral za predsednika študentske organizacije. In postal sem predsednik Zveze skupnosti študentov Slovenije, ki sem jo potem v skladu z Titovimi govori in izvršnega biroja in Tita in tako naprej, pripeljal v skupno organizacijo Zveze socialistične mladine Slovenije. Potem sem šel v predsedstvo Zveze mladine Jugoslavije, od tam sem se vrnil v Ljubljano in bil v socialistični zvezi član predsedstva, zadolžen za informiranje. To je bil čas, ko smo imeli velike spopade z, v narekovajih, alternativnimi novinarji, takrat, ko smo in alternativci in režim, pogojno rečeno, skupaj spreminjali informativno podobo Slovenije. No, mimogrede, to, s čimer sem se še posebej ukvarjal, so bili odnosi med predsednikom Socialistične zveze Šetincem in njegovim sinom Miletom Šetincem, ki je bil odgovorni in glavni urednik Mladine. Tisti čas je bil zgodba, po mojem mnenju, ki jo velja posebej obravnavati. Potem sem šel v Beograd kot član Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije, postal sem izvršni sekretar in leta 1989, ko je Franc Šetinc odstopil kot član predsedstva, postal član predsedstva Zveze komunistov Jugoslavije. Na kar sem se vrnil v Slovenijo, v času, ko smo seveda odšli iz kongresa 90. leta in po volitvah v Sloveniji in potem, ko sem ugotovil, da moja kariera diplomata se še ni začela, pa se je že končala, sem se odločil, da končam s politiko. In to je moja zgodba vezana na politične aktivnosti. Boris, ti si postal član predsedstva CKZ, ki je v zelo napetih okoliščinah. Kaj se je zgodilo s Francem Šetincem? Očitno si bil z njim povezan že prej. Kaj se je zgodilo s Francem Šetincem, da je odstopil? Ker to se je redko dogajalo, ne? Franc Šetinc je dolgo časa pripravljal svoj odstop. To ni bilo nekaj, kar se je zgodilo čez noč. Ko smo se pripravljali na nove volitve, to je bilo 88. leta, je Šetinc najprej nas obvestil, da ne bo kandidiral za sekretarja CKZK-ja. Takrat je napisal, da je njegov značaj tak, da se močno sekira, da sta njegova fizična in psihična konstitucija takšni, da bi ga mesto sekretarja močno obremenjevalo. Potem, kmalu potem, je meni predlagal, oziroma rekel, da bo mene predlagal, ko bo odstopil za člana predsedstva namesto njega. Na kar je Šetinc imel dvakrat nastope, uvodne besede o razmerah na Kosovu in v predsedstvu in še posebej na seji Centralnega komiteja. Potem pa je
konec 88. leta, mislim, da je bilo to septembra meseca, bil na Kosovu, kjer so Srbi ugotovili in v njihovih časopisih zapisali, da je nekritično sprejemal oceno o dobrih odnosih na Kosovu in tako naprej, kar da ni res, in pa so začeli z strahotnimi napadi, osebnimi napadi na Šetinca. In to je po tistem, kar sem jaz takrat videl in doživljal, prelilo to čašo in je enostavno se odločil, da bo odstopil. Se pravi, konkreten povod za formalen odstop je bil napad na Šetinca ob njegovem obisku na Kosovu. In potem, zatem sem prišel jaz na vrsto ampak Šetince še, ko so ga napadali, to mislim, da bi bilo zelo prijazno, če bi povedal, opozoril, da prosil nas, člane predsedstva, naj se ogradimo od napadov na njegovo politično in moralno integriteto. Gre za sporočila skupne seje predsedstva Srbije, predsedstva države Srbije in partije Srbije, in vprašal je, ali je možno, da ljudje, ki so še pred nekaj dnevi govorili, da odhaja napačen človek, uporabljajo o meni, pravi Šetinc, tako grde besede. Takrat je bilo govora o tem, da je Šetinc Srbe opozoril, da brezumno napadajo Albance in tako naprej, kar ni res, Šetinc tega nikoli ne rekel. No, njegov odhod je najbolj prijazno pospremilo Delo, ker je ugotovilo, da je Šetinc vse, samo ne birokrat. Jaz sem pa tudi napisal eno pismo, v katerem sem rekel, da zelo spoštujem in sem zelo vesel, da se je odločil, glede na to, kar mi je že prej govoril, da bo odstopil. Ampak hkrati sem vprašal, kaj naj naredimo mi, ki ostajamo, a naj tudi mi odstopimo. Odstopati po tekočem traku nima nobenega smisla. Plemenito in lepo je, ko človek odstopi, mi pa ostali pa moramo ostati, alternative nimamo. Ne moremo enostavno odstopati, ne glede na to, da bi imeli enake ali pa še močnejše razloge kot on. To je zgodba Franca Šetinca, kot jo jaz danes vidim. No, ti si pravzaprav doživel podobno. Šetinca so skušali zriniti z ceste, torej inscenirati prometno nesrečo, tebe so pa napadli beograjski miličniki in te pretepli. Zgodba je zanimiva, ampak opozorila za to so pa po mojem mnenju še bolj zanimiva. Jaz sem na enem dolgem razgovoru z Stipo Šuvarjem v Kumrovcu, ker sem ga obtožil sodelovanja s Srbi in tako naprej, ker je on meni razlagal, zakaj se je obnašal, tako kot se je obnašal, in mimogrede te drobnarije bojo, če bo šlo vse po sreči, v moji knjigi, ki naj bi išla pri založbi Sofija, ampak to je druga stvar. Stipe mi je že takrat rekel, da ve, da bojo Srbi naredili vse, da me kompromitirajo. Hkrati je moj prijatelj Stipe Orešković, tudi Hrvat, me približno v tem času opozoril, da naj se pazim, ker me Srbi sovražijo za vse tisto, kar počnem na sejah predsedstva, spopadiš z Miloševićem in tako naprej. In potem je lepega dne, avgusta 1989, se zgodil ta incident. V 2 stavkih. Bil sem brez osebne izkaznice in brez vozniškega dovoljenja. V avtu, katerega lastnik je centralni komite. V avtu je bil potni nalog, kjer je pisalo centralni komite ZKJ, voznik Boris Muževič, član predsedstva, in prometno dovoljenje. Ko sem razložil miličnikom, da pač nimam svojih dokumentov, da sem član predsedstva, hkrati je prišel še moj kolega z posla z avtom in se je ustavil in on isto povedal,
Po vsem tem me je Miličnik spravil v avto in pretepil. To je vse. Na kar so sledile razprave na predsedstvu CKZK Slovenije, predsedstvu CK Jugoslavije, kjer je recimo zvezni sekretar za notranje zadeve rekel, da priča ni mogla videti, kaj se meni dogaja. Mislim, obupne stvari. V javnosti srbski so pisali v časopisih, da sem bil pijan, neobrit, da sem napadal Miličnike, se grdo z njimi obnašal in tako naprej. Vse to se je pokazalo kasneje, da ni res. In zato obstajajo dokumenti, ki sem jih dal v državni arhiv, tako da so originalni dokumenti o vsem tem tam. In slovensko predsedstvo je poslalo na ta račun eno resno opozorilo Srbom v smislu, da prej ali slej bomo ugotovili, da se ni mogoče počutiti varnega v Srbiji, kar so oni izkoristili za napad na Slovenijo, da spet napadamo Srbijo in tako naprej. Na srečo, to je zdaj iz mojega zornega kota, se je vse skupaj hitro pozabilo, ker sta v ospredje stopili dve bolj pomembni temi. Ena je bila spor s Popitom v Sloveniji, druga pa je bila vrh neuvrščenih v Beogradu. Torej, Beograd ni postajal prav prijazno mesto v tistem času. A iz tega izhajajo ti predlogi, da bi se zvezne funkcije porazdelile po republikah? Ne iz tega. Kasneje, ko smo šli proti kongresu, no ja, to je bilo pravzaprav v tem času, konec 89. leta, ko smo šli proti kongresu, je bilo vse bolj jasno, tudi drugim, ne samo nam v Sloveniji, da na terenu Miloševića ni mogoče več normalno nobene stvari narediti. In takrat v tem kontekstu je tudi se pojavilo med drugim tudi ideja, da bi kongres zvezni bil drugje, ne pa v Beogradu, recimo v Sarajevu, v Splitu, kjerkoli, samo ne v Beogradu. No, to takole za vmes, tedanje vzdušje kaj spominja na sedanjo Slovenijo. Kar precej stvari lahko kar podoživimo od tega, kar si povedal. Da, ampak Slovenija ima še nekaj drugega specifičnega. Ima izvirni greh ob svojem nastanku. Ta izvirni greh je, po mojem mnenju, v lastninjenju, privatizaciji takoj po volitvah, ker je naredil Demos, potem so odpisani, potem je Ljubljanska banka, potem je orožarska afera. Vse teme, ki na nek način nas danes obremenjujejo in določajo, tako ali drugače. Ne glede na to, da se pojavijo nove teme. Ampak toliko časa, dokler ne bomo v glavah razčistili, da imamo sistem, v katerem manjka vsaj socialne pravičnosti, če nič drugega, toliko časa bo ta dva pola, tako kot pred drugo svetovno vojno, dominirala v Sloveniji. Ja, hočem reči to, da mi smo hoteli iz tega, kar si nam ravno kar opisal, sedaj smo pa na istem. Na to nimam pripomb. Dobro, poglej, omenjal si seje predsedstva. To so bili neki maratonski, strašno utrujajoči sestanki po 15 ur in več. Andrija Čolak, ki je bil nekakšen portparol, se pravi odgovoren za informiranje, eden od odgovornih za informiranje v predsedstvu CKZK-ju, je napisal zanimive spomine tudi s takimi dnevniškimi zapisi in on tam opisuje, kakšne konflikte sta imela z Miloševićem, ne samo na sejah, ampak tudi v odmorih, ker ti odmori pravzaprav povedo mnogo več kot tisto, kar se govori na sejah. Kakšno je bilo sploh to vzdušje, kako so te seje potekale? To je bilo v glavnem v palači Federacije, ne? V palači Federacije in tudi v zgradbi CKZK-ja, mislim na 16. nadstropju je bila ena dvorana malo večja, kjer smo tudi imeli seje predsedstva. Ko sem jaz prišel v Beograd, to je bilo 85. leta poleti, je še vedno v zraku obstajalo
čeprav je bilo vse skupaj že takrat konfliktno, ampak nekako vloga Zveze komunistov in JLA, definirana v ustavi, morata tudi v življenju delovati. Z drugimi besedami povedano, to, kar reče predsedstvo CKZKJ, kar reče centralni komite, to morajo komunisti realizirati v zveznih organih skupščine, komunisti v republikah in tako naprej. Ponavljam, to je bilo formalno še vedno na nek način prisotno. Ta odnos se je najlepše videl v vsake toliko ponavljajočih se nastopih Videja Žarkoviča, ki je še do včeraj, na narekovajih, bil vsak dan s Titom, češ, kaj počnete, vse boste uničili, vse bomo uničili, Tito je te stvari reševal drugače. Dajmo se spomniti, kako je on to delal. To je recimo to vzdušje. Na kar so se začele zelo bliskovito stvari spreminjati. Imeli smo pred sabo na idejnem področju, ki naj bi ga jaz pokrival in sem ga, smo imeli razprave o protikomunizmu, o meščanski desnici in ideološka tema je bila pravzaprav tudi spor z Jugoslovansko ljudsko armado. Iz dneva v dan, iz seje v sejo so se stvari zaostrovale. Ne samo na sejah predsedstva, tudi v delovnih skupinah, ki so pripravljale posamezna gradiva na posamezne teme in na komisijah in tako naprej. V predsedstvu je bilo nekaj izjemno pametnih ljudi, ki so bili pa na popolnoma napačnih stališčih. Eden takih ljudi je bil recimo Stipe Šuvar. Po znanju, po moči analize, sigurno najmočnejši član predsedstva CKZKJ. Edini, ki mu je po logični in vsebinski pristopu bil enak, včasih močnejši, je bil Kučan. Ostalo so bili, vzamem primer Pančevskega, poltroni. Pančevski je po mojem mnenju, po svoje mnenje dejansko hodil v pisarno k Miloševiću ves čas, kar je bil v predsedstvu, vključno s časom, ko je bil predsednik. S temi ljudmi je bilo nujno se pogovarjati. Ti pogovori so bili vse bolj spori. Najbolj izrazit, ki ga lahko predstavim, je bil spopad oziroma razprava na marca meseca 88, kjer smo bili soočeni z predlogi, obtožbami o kontrarevoluciji, o separatizmu, o osebnih napadih na Kučana in tako naprej. In na podlagi tega je potem, mislim, da maja meseca nastala Noč dolgih nožev v Mladini, ki ni bila nikoli objavljena, smo jo pa mi temeljito obravnavali na sejah predsedstva. Celo to leto 88 do julija meseca je bila tema z Jugoslovansko ljudsko armado na vsaki seji na dnevnem redu. Ampak ponavljam, ni šlo za, kako bi rekel, državniški obračun med napakami, ki naj bi jih JLA naredila in podobno. Šlo je za tipičen ideološki spopad, kjer so se predstavniki JLA obnašali kot varuhi ideologije in s tem tudi Jugoslavije, tako kot so jo oni videli. Končalo se je cela zgodba z vsemi temi konflikti, se je končala s tem, vmes je jasno, ni bila tema stenogram Kučanov, ni bila tema dokument vojske in tako naprej. Tema je bila Zveza komunistov Slovenije, ki ali ni sposobna nadzirati protiarmadno delovanje v Sloveniji, ali pa ga podpira, organizira. Za tako dejanje je seveda kontrarevolucionarno, je izdaja in tako naprej. To je bila tema, ne pa aretacije pa tako naprej.
razprava se je končala s tem, da smo nek interni dokument sprejeli na predsedstvu, s tem to pomeni, da je bila naša zmaga pirova, njihova pa nepopolna. Se pravi, ostali smo že spet na pol poti in ta pol poti se je vlekla naprej do kongresa. Omenil si ta razmerje Stipe Šuvar, on je pravzaprav bil prvi v Jugoslaviji, ki je začel pisati o nacionalnem vprašanju leta 1964 o naših temah. Je pisal o tem, da nacionalno vprašanje obstaja, kar so do tedaj zanikali. No, v 80-ih je pa postal zaveznik Miloševića za neko obdobje. Zakaj misliš, da je bilo tako? Na razgovoru, ki sem ga prej omenil, ki so ga imela v Kumrovcu, ko sem ga vprašal, a je sploh možno, da se je tako obnašal, kot se je on, ki je tak analitik, ki je recimo izjemno dobre ocene, prav Nostradamuske, dajal na to, kar se je dogajalo v Sloveniji in drugje, v Srbiji in tako naprej. Kako je možno, da je to podpiral Miloševića? In je odgovoril zelo preprosto. Bil sem prepričan, da je to edini človek, ki je komunist in ki je sposoben se pogovarjati z drugimi v republikah in uskladiti z njimi interese. Vi v Sloveniji ste naredili vse, da ste to minirali. Vi ste stalno provocirali, čeprav so vaši predlogi o demokratizaciji in tako naprej pozitivni. Vendar, s tem, ko ste se spopadali po nepotrebnem z njim, ste ustvarjali vzdušje, v katerem se jaz moral odločati. In odločil se za Miloševića. Tisti hip, ko je Milošević začel z mitingi po Srbiji in ko jih je napovedoval še po Jugoslaviji naprej, po drugih republikah, in ko je pripravil jogurt revolucijo, tisti hip je Šuvar kot odrezano čez noč se spopadel z Miloševićem. Tudi do konca, ko je odhajal iz predsedstva, je še vedno nam očital, da smo bili preveč radikalni, ampak na zadnji seji centralnega komiteja, na kateri je on imel uvod o prenovi Zveze komunistov, je v svojem govoru neverjetno, ampak resnično podprl tudi politični pluralizem, kar je bilo zame prav blagodejno, ker sem bil zadolžen za pripravo seje CK o političnem pluralizmu. To je Šuvar. Ja, ti si pravzaprav, bral sem nek intervju ravno pred kratkim iz tistega časa s tabo, mislim, da je bilo leto 90, tam malce pred kongresom, ali konec 89, in ti si tam rekel, da pluralizem dejansko že obstaja. Na vprašanje, ali politični, torej strankarski pluralizem da ali ne, in si rekel, da že obstaja. Jaz sem bil, takoj ko sem postal član predsedstva, to je v 89. v februarju mesecu, sem postal zadolžen za pripravo seje CK-ja o političnem pluralizmu in o prenovi Zveze komunistov, kar sem prevzel od Šuvarja, ker je on prej bil nosilec aktivnosti na prenovi Zveze komunistov. Dobil sem domačo nalogo še za pripraviti predloge za spremembe, dopolnila ali pisanje novega programa Zveze komunistov in pripombe morebitne na statut. Dela sem imel čez glavo. Ampak pri političnem pluralizmu je to izjemno zabavna zgodba v celem predsedstvu in kaže na nesposobnost tega predsedstva, tudi ne na neznanje, tudi ne na politične spore, ampak enostavno nesposobnost in nepripravljenost, da bi odprto na seji CK razpravljali o političnem pluralizmu. Zgodba je postala jasna, nujna, ne samo zaradi pritiska ustanavljanja novih takratnejših strank, ampak zvez in tako naprej, zaradi vse bolj intenzivnega odpiranja
političnega prostora, ampak tudi zaradi vsega, kar se je dogajalo v Sovjetski zvezi, takrat še na Madžarskem in tako naprej. Jasno je bilo, da mi postajamo eno peto in ne vem katero kolo v demokratizaciji Zveze komunistov. Zdaj ne govorimo o družbi. Pri političnem pluralizmu je naš največji problem bil, a politični pluralizem pomeni večstrankarstvo ali ne. Bili smo jako duhoviti, pa smo vmes rekli, da bi lahko bil politični pluralizem tudi nestrankarski. Razmišljali smo o tem, da bi ga umestili v socialistično zvezo. Kakorkoli. Na koncu je večina z preglasovanjem odločila, da o političnem pluralizmu ne bo seje centralnega komiteja in da bomo nekatere teme iz političnega pluralizma vključili v prenovo Zveze komunistov in podobno. Takrat sem jaz prvič javno rekel, da mi politični pluralizem imamo, se pa delamo kot noji in ga nočemo priznati. V Zvezi komunistov, v družbi ga pa imamo. Enako, oziroma še bolj ostro, sem to ponovil na sestanku komisije za prenovo Zveze komunistov in statut na kongresu, kjer sem bil zadolžen za poročanje seje na potem plenarni seji in takrat sem izrecno rekel, da je brezpredmetno govoriti o tem politični pluralizem da ali ne, večstrankarsko da ali ne, to že vse skupaj imamo. Vprašanje je samo, kako se bomo mi do tega opredelili. Ti osebni odnosi so imeli zelo pomembno vlogo v predsedstvu, ker so se pač ustvarjale neke osebne antipatije, simpatije. Na koncu je bilo predsedstvo praktično tudi razdeljeno, čeprav ne pol na pol, tako kot zvezno, Slovenci so bili tukaj vendarle v manjšini. Kako pa so na te odnose vplivale razne afere? Cel kup ljudi, ki je bil na vodilnih položajih, je bil zapleten v afere, recimo ta afera z bosanskimi politiki, ki so si pridobili neke vikende in stanovanja v Neumu in tako naprej. Predtem je bil Agrokomerc in tako naprej. Cela vrsta afer, ki so jih imeli posamezni politiki. Kako je to vplivalo na seje? Ker če spremljaš seje, je bilo očitno, da so nekateri, kot si ti rekel, za Šetinca iskali, ampak Šetinci iz političnih razlogov, seveda, neko integriteto, neko podporo predsedstva, ko so jih mediji začeli napadati zaradi teh afer. Afere, ki si jih omenil, vse so bile, tudi o njih smo razpravljali na naših sejah predsedstva, ampak bom malo pretiraval in rekel vzporedno, kot nepomembne zadeve, kot nekaj, kar naj urejajo v Bosni in tako naprej, s tem, da tisti, ki so bili člani Zveze komunistov in so bili prisotni v teh aferah, ali pa celo vodilni v Zvezi komunistov, morajo odstopiti. In takrat na seji CK-ja, ko je odstopil Šetinc, takrat so odstopili tudi ene trije člani predsedstva CK Bosne in Hercegovine. Takrat je tudi, ker so imeli te kadrovske spremembe, je tudi moral formalno odstopiti še Azem in tako naprej. Se pravi, niso bile te teme tako pomembne v primerjavi z temi ideološkimi spopadi, v primerjavi z Miloševićevim pohodom na njegovo demokracijo, en človek, en glas v Jugoslaviji. Torej, pluralizem je ena zadeva, druga zadeva je JLA, tretja zadeva je Kosovo, recimo, kako je bilo pa s Kosovim, to je bila tudi stalna tema na sejah predsedstva. Kosovo je bilo po mojem spominu na več kot 30 sejah predsedstva Centralnega komiteja v 4 letih. Na 6 sejah Centralnega komiteja v 4 letih in na 2 skupnih sejah predsedstva SFRJ in predsedstva CKZKJ. Ampak še tako dramatično je bilo vse skupaj. Ne glede na to, koliko je v Sloveniji bilo nestrinjanja, nasprotovanja,
o vsemu temu, kar je Milošević počel s Kosovom. Moje mnenje po dolgih letih in na podlagi spomina na vse to, kar se je dogajalo in kar sem sam govoril na temo Kosova, je, da je bilo Kosovo od samega začetka čisto navaden alibi Miloševiću za vzpostavitev Srbije kot enakopravne z drugimi republikami, za obračun z komerkoli, ki ga je hotel kritizirati, češ da je separatist, tako kot Albanci na Kosovu in tako naprej. Se pravi, niti z eno samo potezo, niti z enim samim stališčem ni Milošević prispeval k temu, da bi se pravi problemi na Kosovu reševali. Nasprotno, bolj ko so bili zaostreni, bolj mu je ustrezalo za reševanje drugih stvari. Pa je bila rešitev za Kosovo, kako ti sploh vidiš ta problem? Mislim, bi bilo možno rešiti, ker Slovenija je branila Kosovo zato, ker je vedela, da bodo naslednje na vrsti republike, ne? Kosovo kratkoročno ni bilo mogoče rešiti, ker ni bilo kaj reševati kratkoročno. Tisti hip, ko se je Milošević odločil, da hoče imeti državo, tako kot so ostale republike, in naredil je tako, da je do takrat imel v CK-ju, pri našem predsedstvu, en glas, in ko je postal enakopraven, je imel 3 glasove, ker je odstranil z Jogut revolucijo vodstvo v Vojvodini in potem z mitingi in tako naprej, mimogrede še z odstavitvijo črnogorskega vodstva, odstavil še Jašarjevo, Azema in postavil svoje ljudi na Kosovu. Se pravi, Kosovo, kakorkoli, lahko bi ga rešil, spremenil samo Milošević, ker je to bila stvar Srbije. Oni bi morali urejevati stvari na Kosovu. Jasno, o vsej naši pomoči in tako naprej. Enostavno tega ni hotel, ker mu je Kosovo in konflikti na Kosovu so bili mana božja zanj, zato da je potem si zamislil, da bo urejal Jugoslavijo po meri velike Srbije. No, eden takih sporov je bila tudi ustava. Zahteve za spremembo se pojavljajo ves čas od Titove smrti. Leta 1987 je prišlo do uradnega predloga, kako je to potekalo v predsedstvu. Kot si rekel, predsedstvo CK je bilo pravzaprav tisti organ, ki naj bi določal politiko. Koliko jo je težko reči, ker tukaj so bili še drugi dejavniki, zlasti JLA, kot smo videli, in še kdo, Milošević in tako naprej. Vse našteto se imenuje Zveza komunistov. In Milošević, in JLA, in predsedstvo, kakorkoli obračamo. Ampak mi smo imeli v teh 4 letih pred sabo paralelno, več ali manj, razpravo o 3 ustavah. O spremembah ustave SFRJ, ustave Srbije in ustave Slovenije. Pri spremembah, amandmajih k ustavi SFRJ, mimogrede član delovne skupine, ki je usklajevala odnose oziroma pristope, amandmaje k zvezni ustavi, je bil Vido Žarković, ki nas je redno obveščal, kaj se dogaja pri razpravah o spremembah ustave SFRJ. Ustava SFRJ se je začela na podlagi ugotovitev javne razprave, kritične analize delovanja političnega sistema socialističnega samoupravljanja. Nekaj me je prekinilo na telefonu, ok. Rezultat razprave o tej analizi je bil, da sta se izoblikovali 2 skrajnosti. Ena, da je potrebno spremeniti vse, začenši z temeljnimi načeli, druga pa, da ustave ni treba spreminjati, razen v tistih delih, kjer je očitno, da nekatere stvari ne delujejo.
spet me nekaj prekinja, da nekatere stvari ne delujejo. Žarkovič nas je opozarjal, da sta dva pristopa k spremembam ustave, ki ovirata spremembe amandmaje. Prvi je Slovenija, ki praktično vedno ostaja sama in so vsi za posamezne amandmaje, razen Slovenije. Slovenija hoče, da se razpravlja o posameznih in glasuje o posameznih amandmajih, ne v celoti in podobne stvari. In po drugi strani Srbija, ki zahteva spremembe v ključnih delih ustave, ki govorijo o položaju pokrajin v federaciji. Hotela je pač, da ta del izpade. Kakorkoli, Ustavo zvezno je na koncu, spremembe ustave je na koncu potrdila tudi Skupščina Slovenija, to je bilo konec 88. leta, novembra pa so bile spremembe sprejete. To je zvezna ustava. Hkrati, sem že rekel, je Srbija zahtevala spremembo zvezne ustave v delih, ki se nanašajo na Vojvodino, in pričela je spreminjati svojo ustavo. Da bi spremenila svojo ustavo, je potrebovala soglasje skupščin Vojvodine in Kosova. Ker tega soglasja ni bilo, je izvedla jogurt revolucijo, odstavila vojvodinsko vodstvo in potem kasneje še kosovsko. Mimogrede, kar se mi pozdi zelo pomembno pri tej zgodbi spreminjanja srbske ustave. Mi smo na seji CK-ja in predsedstva rekli, da se strinjamo pred jogurt revolucijo z glavno usmeritvijo sprememb ustave Republike Srbije. Nikoli nismo rekli, da se strinjamo s posameznimi konkretnimi predlogi amandmajev. Ko smo na seji predsedstva to rekli, recimo Politika Ekspres zapisala, da predsedstvo CKZKJ podpira predloge amandmajev za spremembo ustave Srbije. Predsedstvo SFRJ je oktobra, tik pred zasedanjem Skupščine Srbije, zahtevalo od Skupščine Srbije, Vojvodine in Kosova, da se, to je dopis je poslal Dizdarević, predsednik predsedstva, da se, citiram, v skladu s stališči predsedstva CKZKJ sestanejo skupščine in objavijo, da je soglasje doseženo. Mislim, briljantna manipulacija. Ampak to še ni vse. Potem je predsednik skupščine Srbije Jović, sklicujoč se na stališče predsedstva SFRJ, obvestil skupščini Vojvodine in Kosova, Marelja kot predsednika skupščine Vojvodine in Jokanovića, predsednika skupščine Kosova, da morata še isti dan sporočiti, ali se pokrajini strinjata, da njuni predstavniki sporočijo, da soglašajo z osnutkom amandmajev in obvestijo javnost, da je soglasje doseženo. Manipulacija na manipulacijo. Na kar je Marelj odstopil kot predsednik skupščine, ostali so dali soglasje in ustava je bila nasilno sprejeta. To je bila zgodba ustave Srbije. Pri slovenski ustavi pa vemo vse, kaj in kako se je dogajalo, razen tega, da smo osnutek amandmajev slovenske ustave je bil že aprila meseca 1989, mislim, da objavljen. Šele septembra je Trifunović, član predsedstva CKZKJ iz Srbije, zahteval, da predsedstvo in CK razpravljata o slovenskih amandmajih slovenski ustavi. Takrat je Trifunović rekel, da že pripravniki, ne samo pravniki,
vedo, da so amandmaji v nasprotju z ustavo SFRJ. Na kar so se začele bitke, na kar so se začeli strahotni pritiski na nas. Mi smo pač svoje govorili, kar smo govorili, razlagali in tako naprej, da bi na koncu predsedstvo sklenilo. Ponavljam, ti pritiski so bili neverjetni. Mi smo bili izdajalci, mi smo bili kontrarevolucionarji, mi smo bili vse, kar velja pogledati v magnetograme. In veliko tega bo v tej moji knjigi. Mi smo na koncu na predsedstvu glasovali za to, da bo naslednji dan seja predsedstva. Proti smo bili Korošec, jaz, Račan in Marko Lolič. Na kar je prišlo do seje CK. Seja je bila javna, vsi smo jo lahko spremljali. Po seji je sledil plast protestov po Srbiji, zahtevali so aretacijo Kučana, orožje, spomnimo se, da je treba obračunati separatisti, ki niso več Kosovarji, zdaj so že Slovenci glavni, no, bili so že prej. In to je zgodba 3 ustav na naših sejah predsedstva in CK-ja, na kratko. No, slovenska ustava je bila že prej pravzaprav znano je, da bo do nje prišlo. Misliš, da je Milošević čakal, da najprej Srbi spremenijo ustavo, ali ne vidiš tukaj nobene korelacije med enim in drugim? Ne, mislim, da korelacije ni, ampak preprosto gre za to, da je imel v celem 89. letu strašno veliko dela z Srbijo, Črnogoro, tudi Kosovim, ker odstop Azema se ni zgodil čez noč. To je bil cel proces, vključno z njegovo aretacijo na koncu. To se je postopoma dogajalo, s tem, da so bili do Azema nestrpni, ne samo Milošević, ampak tudi recimo Žarković in tako naprej. Se pravi, direktne povezave ni, ne vidim je. Karkoli se je dogajalo v Sloveniji, tisti hip ga več ni zanimalo, ker je imel svojih težav več kot dovolj, ampak dosegal je zmage. On je imel za sabo počasi že obe pokrajini, za sabo je imel Črnogoro, Makedonci so bili prestrašeni, ali pa poltroni do konca, kot je bil Pančevski. Bosna je bila nevtralna, ni vedela, kaj naj naredi. V glavnem so podpirali enotnost Jugoslavije, za ceno tega, da je to Miloševićevska enotnost. Hrvati so bili pa tiho. Dokler ni ta molk, ko pravim tiho, moram poudariti, da Račan ni bil tiho, ampak na naših sejah, zaprtih sejah predsedstva. Bil je praktično edini, ki je tudi pri ustavi, pri spremembah ustave kasneje podprl Slovenijo. In Marko Lolič, izvršni sekretar. Vsi ostali so bili na njegovi Miloševićevi strani. No, poglejmo še zadnjo zadevo, pravzaprav iz tega paketa vprašanj. 14. kongres. Kako so potekale priprave, kakšno vlogo si ti imel tukaj, kako si sam kongres doživljal? Na zadnji seji centralnega komiteja pred kongresom, to je bilo decembra meseca 89, sva s Štefanom Korošcem imela od 5 ali 6 točk dnevnega reda 4 točke uvode v 4 točke midva. Z drugim povedano, kongres smo pripravljali mi, to je malo v šali rečeno. Jaz sem nekaj dni pred kongresom v Delu objavil en kratek tekst, ker sem rekel, da bo na kongresu zmagala resolucija, če pa ne bo zmagala na kongresu, bo zmagala v družbi. Resolucija v tistem delu sem lahko govoril o demokratizaciji in tako naprej. Jaz sem bil, kot sem prej rekel, v pripravi na kongres zadolžen za ključne ideološke teme
Zveze komunistov. Prenove, pluralizma, programa in tako naprej. Na samem kongresu pa sem imel uvod v komisiji za prenovo in statut, kjer sem, to sem že prej omenil, izrecno poudaril dve stvari. Prvič, da ne samo politični pluralizem, ampak tudi večstrankarstvo v življenju, v praksi deluje, razen pri nas v Zvezi komunistov. In drugo, da če se ne bomo mogli o kakšni stvari dogovoriti, jaz ne bom dovolil v narekovajih preglasovanja, ampak bom predstavil razlike na plenarni seji kongresa. Razprave so bile briljantne. Za večstrankarstvo proti njemu, za demokratični centralizem proti njemu. Vsaka tema, ki je bila, je imela dve stranki. In ne ena, ne druga nista popuščali niti za milimeter. In zdaj predstavljamo si, po vseh teh razpravah, 3-dnevnih, pridem jaz za govorniški oder in poskušam narediti rezime razprav. Jasno, da sem, kjer se je le dalo, popustil, na koncu bo ponovil to, kar sem rekel v začetku. Ni možno in ne bomo glasovali o ničemer, razlike o vseh temah, ki sem jih prej naštel, in še nekaterih bom predstavil na kongresu. Na kar se usuje plaz protestov, huje kot potem na plenarni seji, ampak plenarna seja je zaradi naših razprav še 2 uri zamujala. In potem smo z sejo končali in moja vloga se pri tem na kongresu končala, ker potem tik zatem, kako uro zatem, nas je Ciril pozval, da slavnostno zapustimo kongres. Kdaj si pravzaprav spoznal, da bo Jugoslavija razpadla? Ob tem vprašanju se najprej spomnim na vse tiste generale, ki so danes neskončno pametni in vse vedo in so že vedeli za vsako stvar, kdaj bo razpadla, kdaj se bo Slovenija osamosvojila, da ne rečem odcepla in tako naprej. Nič niso vedeli. Še ta Demos, ki se je toliko trkal po prsih, ki je odprl usta najprej, da bi bil za odcepitev, pa si hitro premislil, pa je potem prevzel naše stališče o konfederaciji. Ker mi smo bili po odhodu z kongresa, ko smo veliko razpravljali o tem, kaj zdaj, bili smo za vzpostavitev, če je možno, samostojnih zvez komunistov v Jugoslaviji, če to ne samo zvez komunistov, ampak tudi drugih levih strank, ki so se med tem ustanavljali. Če to vse skupaj ne bo možno, pa smo izrecno rekli, smo za konfederacijo in tudi eno brošuro za konfederalno Slovenijo smo takrat napisali. Medtem so se zgodile volitve, medtem sem bil jaz imenovan za veleposlanika Socialistične federativne republike Jugoslavije v Peruju in sem šel k novemu ministru za zunanje zadeve na razgovor, ki mi je razložil, da niti pod razno ne bo podprl mene za veleposlanika. S tem se je moja kariera končala, diplomatska, po eni strani, po drugi strani sem se takrat tudi odločil, da bom prenehal z političnim udejstvovanjem. Moja zadnja misel, odprta, javna, je bila za konfederalno Slovenijo, enakopravnih konfederalnih enot v Jugoslaviji. Torej, jaz nisem naprej sodeloval v političnih aktivnostih, ki so se zdaj prenesle na skupščino, na vlado in so stranke postale v tem kontekstu nepomembne. Moja zgodba, pa moja dejavnost prej, 4-5 let prej v Beogradu, je postala popolnoma nepomembna, bom rekel tudi drugače, neuporabna v stranki. Drugo bi bilo, če bi bil v
skupščini ali v vladi. In takrat sem se odločil, da grem novim izzivom naproti. Se pravi, potem tudi v tej prenovljeni stranki nisi sodeloval več. Samo do konec septembra. Ampak bolj kot človek, ki je pripravljal eno srečanje zainteresiranih jugoslovanskih levih, ne strank, ampak aktivnosti in tako naprej. Ne pa več v polni meri kot recimo Ciril, Kučan in ostali, Sonja in ostali. Za konec tega jugoslovanskega sklopa, če mu lahko rečemo, pred reminiscenco v Sloveniji, morda še eno vprašanje. Zdaj, tisti, ki imamo tako starost, da se spomnimo teh jugoslovanskih sej v Beogradu, se nehote spomnimo enega vprašanja, ki se nam je že takrat postavljalo. Jezik. Večina slovenskih delegatov v raznih zveznih organih je govorila nek jezik, ki je bil približek srbohrvaščine. Pustimo zdaj vnemar, ali je bila to srbščina, ali je ta hrvaščina, ampak neki pelmel so govorili naši ljudje v Beogradu. Zakaj pravzaprav to? Ali je bilo to zato, da je komunikacija lahko hitreje tekla, da si mu takoj kontriral ali kako drugače, ali pa preprosto, ker če bi, ne vem zdaj, ali je tudi prevajalstvo sploh bilo, mislim, da ga ni bilo, ker bi ti sicer sploh ne razumeli, kaj si povedal. Vprašanje je, kot bi rekli, današnji aktualni politiki zelo dobro. Namreč, to me je spomnilo, ko imam 5 minut časa, pa gledam prenose neposredne iz Evropskega parlamenta in poslušam simultano prevajanje, če uspem slišati originalno govorjenje v angleščini, ne vem, katerem jeziku, ali pa prevod v tem primeru slovenščini, me je naravnost groza. To je prvo. Ko je bila ena oddaja neposrednega prenosa na televizije Slovenija in razgovora z Francem Šetincem, ki je bil takrat na Kosovu, je bila na jugoslovanski mreži ta oddaja, je simultan prevajalec srbski govoril nekaj povsem drugega od tistega, kar je Franc Šetinc odgovarjal na vprašanje študija v Ljubljani. Mislim, to je bilo tako obupno, če se spomnim, prav je Franc Šetinc govoril o dobri praksi vlakov, bratstva in enotnosti. Prevod, v narekovajih, je bil o sovražnih vlakih, ki rušijo bratstvo in enotnost. Mislim, malo karikiram, ampak to je bila poanta neposrednega prevajanja. Jaz sem absolutno bil za to, da se na predsedstvu govori v srbščini, hrvaščini ali karkoli je to že bilo. Zaradi tega, ker je bil edini način, da so me v celoti razumeli, ker se domišljam, da znam toliko srbohrvaščine in da sem lahko jaz takoj reagiral na njihove reakcije. Dvakrat se je zgodilo, da je v slovenščini govoril predstavnik Zveze komunistov Slovenije na predsedstvu in CK-ju. Franc Šetinc na seji CK-ja, ko je imel uvod v razmere na Kosovu, in je popolnoma nepomembno, v katerem jeziku bi govoril, ker to je seja CK-ja, ker vsak misli svoje. In Milan Kučan, ki je junija ali julija meseca potem, ko se je začel proces proti aretiranim v Sloveniji, izrecno rekel, da prvič govori v slovenščini, ker je ogrožen njegov narod, njegov jezik in tako naprej. In si tega mi ne bomo dopustili,
ker ne mislimo in ne moremo in ne bomo nikoli kvizlingi v lastni državi in tako naprej. Milošević ga je podprl, ne? Natančno tako. Ker je nemogoče dovolj komorkoli, da na njegovi zemlji govori o tujem jeziku. Točno tako. Ampak poanta je v tem, kar se hotel reči, preprosto hočeš doseči učinek takoj, ne pa čez 14 dni z branjem tekstov in tako naprej. In se vračam čisto na začetek, ko poslušam, malo kdaj, ampak ko poslušam simultane prevode v Evropskem parlamentu, to sta dve seji. Ena prevajalca, ki predvsem ne da narobe prevaja, izpušča, ne uspe vsega prevesti in zgodi se, da kakšne ključne besede ne prevede in je stvar pokvarjena. Da se isto funkcijo ima danes angleščina, saj tam, kjer se je treba zmeniti, vsi tudi v teh raznih angleščinah. Tudi pri najbolj slovenskih Slovencih. Ja. Dobro, še kakšno, jaz imam pa to zadnje, ne? Jaz bi samo vprašal eno vprašanje. Ali ste na teh sejah razpravljali tudi o civilnih gibanjih, ki so nastajala predvsem v Sloveniji, ekološko, mirovno, in kakšna so bila stališča, kakšne dileme? Prva polovica leta 1987 je bila posvečena slovenskim ekscesom na sejah predsedstva. Slovenski ekscesi so bili civilno služenje vojnega roka, te so različne skupine, to, kar ste pravkar sami omenili, tako naprej. To je bila stalno tema. Naše stališče je bilo, da so to avtonomna gibanja, ki so normalna, ki so sestavni del socialistične demokracije in tako naprej. Vojska, Srbija in še kdo so nas napadali, da je to koketiranje z Zahodom, da to nima nič z našo originalno socialistično mislijo in razvojem, in to sta bili dve nasprotni stališči. Ponavljam, iz seje v seje, celo prvo polovico 87. leta smo na te teme, o kateri ste vprašali, bili na dnevnem redu. Še eno vprašanje imam na to temo. Zdaj, konec 80-ih let je bila Jugoslavija ekonomsko precej boga. Ali je gospodarstvo tudi prišlo na seje CK-ja, ali je bilo tam samo ideologija? Tudi na seje CK-ja je prišlo tudi gospodarstvo. Zlasti ena posebna seja CK-ja, ki je bila posvečena gospodarstvu, kjer je imel uvod Štefan Korošec in je bil absolutno za tržno gospodarstvo, absolutno za popolno spremembo dogovornega koncepta z tržnim gospodarstvom, z vladavino prava v kontekstu podpore odprtosti trga in tako naprej. Vsi so bili za. Ko bilo treba pa karkoli iz tega narediti, je bil molk. Lepo se je slišalo tržno gospodarstvo, lepo je delovalo, pri čemer je Štefan to in tudi mi, jaz ne, ker se nisem z gospodarstvom ukvarjal, mislil resno. Ostali so pa recimo Trifunović, član predsedstva CKSKJ iz Vojvodine, je izrecno rekel, da tržno gospodarstvo, ampak prednost mora imeti družbena lastnina. Mislim, kaj pomeni prednost družbena lastnina? To pomeni, da bo požrla vse druge oblike lastnine. Druge odgovora ni. Prednost družbena lastnina. Torej, odgovor je da. Ena cela seja je bila posvečena temu, seveda smo prej imeli tudi vrsto razprav na sejah predsedstva, ampak to je bila tema, ki mene ni toliko zanimala, tako da sem bolj mimo nje hodil. Boris, si bil ti tudi na 13. kongresu? Tudi. Kako je pa tam izgledalo? Ta kongres je zanimiv, ker čeprav je sicer debela knjiga v njem, ampak ni pa teh magnetografskih in drugih zapisov in zlasti ne veš, kaj se je dogajalo po odborih. Ampak jaz imam nekako občutek, da so se tam začele te prve
velike razpoke, da so se začela razjasnjevati stvari. Tudi recimo Ivan Dolničar, ki je deloval v nekem odboru za obrambo, je takrat povedal, da so generali jasno tam povedali, da če politika ne bo uredila stvari, da jih bodo oni. Kako ste doživljali ta kongres? To vem tudi jaz. Jaz na ta kongres nisem gledal, oziroma nisem prišel kot nekdo, ki bi na tem kongresu, kako bi rekel, intenzivno sodeloval, ker sem medtem imel za sabo 3/4 leta priprav v narekovajih v predsedstvu, predvsem vezanih za ideološka, idejna vprašanja. Tako da globalne teme na kongresu, ki so bile, vključno z sporom JLA z potencialnimi nasprotniki v narekovajih, predvsem je bila mišljena predvsem Slovenija, nisem pač preprosto sodeloval. Sem pa z obema nogama se v celo stvar vključil takoj po kongresu, ko je prišlo najprej do prvih začetkov revolucije v Srbiji. Ampak to preskočimo cel ta kongres. Nimam pametnega odgovora, ker enostavno je šel mimo mene. Dobro, no pa še, boš ti potem povedal, če hočeš še kaj, ampak zdaj jaz ti bom dal to zadnje vprašanje. Kako vidiš Slovenijo po 30 letih? Sej nekaj stavkov sva že rekla, to bo Božo pol prenesel, tako da bo en sklop iz vsega skupaj. Ker imaš le toliko političnih izkušenj, videl si večnacionalno državo Jugoslavijo, gledaš zdaj večnacionalno Evropo, kako se ti zdi ta pot v samostojnost in to, kar imamo po 30 letih. Cel svet se je postavil v zadnjih letih, odkar je Slovenija samostojna, na glavo. Pa ne mislim samo na Trumpa, mislim na internet, mislim na te različna komuniciranja, ki so mimo strank. Stranke take, kot jih poznamo iz 20. stoletja, postajajo počasi relikt oziroma njihova vodstva postajajo sama sebi namen. Naenkrat se začenja dogajati to že nekaj let, ali pa več kot 10 let, en drug fenomen organiziranja ljudi preko različnih mrež o posameznih temah, kjer se popolnoma različne idejne, ideološke, politične in tako naprej usmeritve združijo ob eni konkretni temi. In to postaja, po mojem mnenju, vse bolj antipod ali pa sestavni del tega, kar so nekoč bile politične stranke, ki so, razen tega, kar sem prej rekel, bolj stvar posameznih vodstev, postajajo še skoraj sekte, namenjene same sebi, namenjene medsebojnim sporom in tako naprej, ker še vedno je osnova za vzpostavljanje oblasti, so še vedno volitve in so še vedno po ustavi, ne vem čem še, stranke tiste, ki kandidate postavljajo, ne pa ta različna gibanja, ki pa, ponavljam drugič, so nov fenomen, ki bistveno spreminjajo politično prizorišče sveta, ne samo Slovenije. V Sloveniji je pa problem, zelo velik problem, ta razklanost na konzervativnost in liberalnost. Ta razklanost, ki traje od konca 19. stoletja do dneva današnjega. Kot da ne znamo iziti, kot da je to neko stanje duha te države in teh ljudi.
Ja, ampak so oscilacije, ne, so obdobja, ko je ta spor manj opazen, kadar so recimo bolj liberalne vlade in običajno se zaostrijo ob desnih vladah. Da, to je točno, s tem, da ko se pogovarjam z novo generacijo, začenši s svojimi otroci, ti ljudje ne poslušajo floskul iz časa 14. kongresa, ampak berejo recimo knjige o Titu, ki so močno drugačne od tistega, kar smo mi poslušali, naša generacija, kar je poslušala. In ni več popolnoma neobremenjen odnos je zdaj do levega in desnega pola. Vse bolj neobremenjen. Ko recimo se pogovarjaš z mladimi ljudmi, pa jim hočeš reči, kaj vse je desnica naredila narobe, pa te vprašajo, na primer, kaj pa je levica naredila z izbrisanimi? In lahko si samo tiho. Kaj pa je naredila ta tvoja levica, jaz sem na tej strani, jasno, kaj je naredila ob sporu pri Ljubljanski banki? Nič. Naredila je Novo Ljubljansko banko in tako naprej. Hočem reči, ta kritičnost je usmerjena na oba pola ali pa vse pole. Ni več samo po sebi razumljivo, če si levica, si že a priori na pozitivnih dosežkih. Dobro, jaz mislim nekoliko drugače, ampak to nič ne pomaga meni, ko gledam, kako razmišljajo mlajši ljudje. No, ko ste omenili mlajši ljudi, sem se spomnil, da smo, mislim, da Milana Kučana tudi to vprašali. Pa bomo še nekoga iz istega političnega pola, pa iz istega skupaj so delali, ne, gospodje, oziroma takrat tovariši. Omenili ste mlade, ki so danes en večjih problemov za politiko. Namreč za Slovenijo vemo, od plebiscita naprej volilna udeležba pada, interes za politiko pada, pa ne samo za politiko v smislu aktivne udeležbe, ampak politiko kot nekaj, kar prizadene vsakega od nas. To pa se, kot rečeno, izkazuje na volitvah. Torej, v čem je problem, kako rešiti? Pa vi ste se morda bi rekli, lahko ste ta vprašanja prenove, ideološka vprašanja in tako naprej, to najbrž mogli tudi kaj takega vključevati. Kako zanimirati ljudi, da jih vsebina, ki je na volitvah recimo na voljo, da se o tem opredeljujejo. Ker največji problem je v tem, da če se ne opredeliš, se pravzaprav opredeli nek majhen del in ta potem kreira vse za vse. Da, in na koncu nastradajo neopredeljeni. Pa še tega se sploh ne zavedajo, takrat, ko so neopredeljeni. Vidim dva velika problema. En je zaposlitev, druga je varnost. Varnost v najširšem pomenu besede. Dokler bo prekarnost glavni način zaposlovanja, dokler bomo na tak način sprejemali zakone, kot je ta zadnji o upokojevanju, s tem, da se lastnik odloči, kdaj bo koga upokojil in tako naprej, toliko časa bo ta tema pri mladih aktualna, toliko časa bojo na njo reagirali nestrpno, jaz upam v narekovajih radikalno, z drugimi besedami, da se bojo odzvali na to. Žal, ali pa na srečo, se odzivajo preko družbenih mrež, ne odzivajo se več na strankarsko pobudo, razni verniki v eni stranki v Sloveniji, in to je recimo za nekatere problem, zame ne. Zame je ravno tako enakovreden odziv z zbiranjem različno mislečih o posameznih temah. Ja, ampak ne odločajo. Natančno tako, in to je edini problem. Če dovolite, bi za zadnje vprašanje postavil vprašanje, ki ga pravzaprav začnem na tistem, kar ste vi na začetku povedali.
s tisto vašo prvo točko, ne, ste rekli, da ste v Ljubljani potem začeli na Radiu Študent, ne, in ravno pred časom smo pa zdaj zopet bili precej obveščeni o stanju na Radiu Študent, pa morda za tak malo lažji zaključek ali pa tudi ne, pravzaprav vaše razmišljanje o tem. Ali je Radio Študent še vedno potreben? Še bolj kot takrat, ko je bil ustanovljen. Kako si razlagate, da je sedanja študentska organizacija tako mačehovska do Radia Študent? Ne poznam natančno, na kak način se oblikuje, organizira, formira vodstvo študentske organizacije. Domnevam pa, da se skušajo študentske organizacije polastiti različne stranke. Domnevam, da je temu tako. In potem je odvisno od tega, katera je v nekem trenutku močnejša v vodstvu študentske organizacije. Ponavljam, to je moja domneva, ker nimam, in zdi se mi logična, ker nimam dovolj poznavanja tega procesa. Ja, vsi blizu. V študentski organizaciji sta nekako dve stranki, udeležba na volitvah je nekaj čez 10%, se pravi, se vidi, koliko je stvar legitimna. En del je pod vplivom politike, so bili tudi organizatorji tistih znanih protestov z granitnimi kockami. En del se je pa absolutno privatiziral. To je zdaj pač ta realna slika. Hvala današnjim sogovornikom, predvsem seveda Borisu Muževiču, ki nam je nanizal nekaj svojih spominov na prelomne čase konec 80-ih let, ko je kot visok politik v Zvezi komunistov Jugoslavije deloval kot predstavnik Slovenije v predsedstvu Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije. S tem zaključujemo enega v vrsti naših razgovorov in seveda vabimo naše gledalce, da si ogledajo tudi ostale pogovore, ki smo jih objavili na našem predvajalnem seznamu, in se vidimo seveda tudi z novimi sogovorniki. Hvala in lep pozdrav.